Simboli in znaki so sestavni del našega vsakdana. Prinašajo nam določeno sporočilo, nas obveščajo in informirajo. Obstajajo pa tudi simboli, ki so nekoliko drugačne narave. Njihovo sporočilo ni samo po sebi umevno in prepoznavno. Gre za simbole, ki svojo zunanjostjo navidezno niso nič posebnega, vendar za zunanjo podobo skrivajo globjo notranjo vsebino in s tem lahko razodevajo drugačne vsebinske razsežnosti. Veliki psiholog Carl Gustav Jung je dejal, da je simbol nekaj nejasnega, neznanega in skritega. Ko se duh loti raziskovanja simbola, se znajde pred idejami, ki so onstran tistega, kar naš razum lahko dojame. Včasih globje vtise v simbolu že na začetku preglasi tisto, kar o simbolu že vemo, morda že znana, standardna interpretacija. Temu običajno sledi proces logičnega sklepanja in interpretiranja same forme simbola in pogosto se tu zadovoljni ustavimo. Nadaljevanje namreč zahteva bolj intuitiven, neracionalen pristop, predvsem pa vztrajnost in potrpežljivost. Kar seveda pomeni precejšen preskok v načinu doživljanja simbolov. Če pa vendarle vztrajamo in dovolimo, da razumsko-analitičen proces polagoma izzveni, se ob prepotrebnem notranjem ravnovesju ustvarijo pogoji za intuitivno doživljanje. Takrat se simbol lahko začne odpirati na še neznan, unikaten in na raziskovalcu lasten način. Njihova uporaba je v osnovi dvojne narave. Po eni strani so simboli čudovit most, vrata, povezovalec med dvema svetovoma. Svetom vsakdanjih izkušenj, telesnim, snovnim svetom in svetom naše subjektivnosti, notranjosti, bodisi da gre za psiho ali še globlje za duhovne ravni, božansko prisotnost in človekovo duhovno jedro, dušo. Po drugi strani so pa tudi orodje za preobrazbo, za duhovno in psihološko preobražanje, ko jih praktično uporabljamo. Duhovni simboli naj bi svojo obliko razodevali notranjo resničnost. S poglabljanjem vanj se lahko razodene arhetipna osnova notranjega življenja, ki se zrcali in projicira na različnih ravneh stvarstva. Lahko so preprostih oblik, naprimer krog s piko na sredi, podoba jajca, zvezde ali zahtevnejših form in barv, kot je naprimer cvet ali določena kompleksna slika. V zadnjem obdobju pa vse bolj pritegujejo pozornost tudi mandale, ki delujejo kot večplasten simbol. Mandala je simbolna slika, ki se pojavlja v različnih tradicijah. Krščanstvo ima rozete, egipčanska mitologija ima mozaike, buduizem, hinduizem ima mandale, ampak tako, jaz mislim, da vsak posameznik se lahko najde v njej. S tem, ko raste in se razvija in išče pot k samemu sebi, takrat spoznava, da je to pot do njega, zato mislim, da lahko vsak posameznik v prihodnosti se s tem sooča in tudi potem nariše svoje lastno mandalo. Jaz mandale vidim predvsem kot artefakt, ki je nastal iz človeka in je narejen po človeku. Ker pravzaprav v zadnjih stoletjih smo se z industrijsko revolucijo in z drugimi zadevami, pravzaprav se je vedno človek prilagajal stroju, računalniku, tehniki. Mandala pa je nekako izdelek, ki je narejen po človeku. Po principu mandale, to je princip harmonije in pravzaprav princip podobnosti zunanjega sveta z nekako z notranjo duhovno percepcijo človeka. Mandale v bistvu lahko uporabljamo tako v arhitekturi, urbanizmu in mislim, da pravzaprav pri večini oblikovalskih in drugih področji. Mandale so nekakšen pripomoček v današnji družbi, ko enostavno nimamo časa na pretek, ampak lahko si povzamemo 10-20 minut na dan in z gledanjem v center mandale, ki je tudi poudarjen, ker tam je sedež brezpogojne ljubezni ali absoluta, dvigujemo na čist postopen, naraven način svoje vibracije. V bistvu je to nekakšna notranja pot, ki nas preko koncentracije, meditacije
pripelje do kontemplacije, to pomeni do stika samega s sabo. In ko imamo mi enkrat stik sami s sabo, potem je pa to tista prava pot za nadaljevanje. Mandale so pravzaprav izredno preproste. In ta njihova pravzaprav krožna forma, simboli, ki so recimo tudi v budizmu, no, v budizmu je tudi veliko pomenilo te simboli, ampak zanimiva je ta preprostost, v katero skozi te slike na ta preprost način, ki je v bistvu genijalen, zato ker posnema na samo bistvo človeka. Ponavadi se ljudje pri tej preprostosti ustavijo, in to zbanalizirajo. Je preprosto, pa ni zanimivo. Ampak ni res, ne. Ravno v teh preprostih stvareh, ki jih moramo ponovno iskati, tako kot naprimer v zdravi prehrani, v zdravem okolju in življenju, tako jih najdemo tudi v mandalah. In to je pravzaprav nek povratek nekega instinkta mogoče, ki smo ga že pozabili, je bil skozi prisoten v religijah, ampak ga nismo nikoli iz nekega razumskega, znanstvenega stališča iskali in raziskovali. In mislim, da je čas, da se pravzaprav začnemo na to opirati. Simboli omogočajo projiciranje zavesti v neznano. Območja zavesti razširjajo na področja, kjer je natančna mera nemogoča. Hkrati imajo moč, da v razum unesejo določene vsebine, ki zaradi samocenzure ne bi prodrle van. Zato je simbol lahko tudi most med neznanim in znanim, med duhom in materijo, med transcendenco in imanenco. Na teh temeljih lahko igra simbol pomembno vlogo pri duhovni rasti, saj z vnašanjem novih vsebin in resnic v razum spreminja, transformira človeka in njegovo razumevanje lastne vloge v življenju, ki ga živi. Verjetno je to razlog, da so različne duhovne tradicije simbolom posvečale veliko pozornost. Simboli namreč lahko opišemo izkušnje ali zakonitosti, ki jih je z besedami težko ali celo nemogoče doseči. Simboli nam lahko na duhovni poti prihajajo sami, recimo v sanjah, zlasti, če ne sanjamo redno in pogosto izjemnih sanj, pridejo lahko kot posebna govorica duše. To so izjemne sanje, kjer čutimo, da nas nekaj pomembnega nagovarja, da gre za neko za nas dragoceno sporočilo. Hote zavestno pa lahko simbole uporabljamo v meditaciji. Je to meditacija na simbol ali s pomočjo simbola, ki po eni strani pomaga, da umirimo svoj razum, po drugi strani nas pa poveže, če predstavlja neko kvaliteto naše duhovne narave z našim duhovnim jedrom, dušo. Lahko pa uporabljamo simbole tudi zunaj meditacije pri psihološkem samoraziskovanju ter tudi pri odpravljanju različnih psiholoških vozlov, zagat, problemov, da razrahljamo tisto, kjer smo preveč togi, zakrčeni in dosežemo neko novo sintezo. Ne samo svoje psihe, ampak tudi psihe z duhovnim jedrom. Nazadnje cela smer v sodobni psihologiji se imenuje psihosinteza prav po tem integrativnem delu simboli. Ključna skrivnost poglabljanja v simbole je, da so lahko neskončno globoki, imajo namreč zanimivo lastnost, so večplastni. Njihovo razodevanje je odvisno od naše naravnave in pristopa. To velja ne glede na to, kakšen tip simbola je pred nami, ali gre za predmet, sliko, besede, ali ne nazadnje za duhovno znanje, ki je simbol duhovnega prepoznanja, notranjega uvida in modrosti. Zato se je najbolje simbola lotiti sistematično, po plasteh, na meditativen način. Videti je treba za obliko. Poglabljanje v simbole ima na duhovni poti poseben pomen. Namreč s tem, ko se umirimo, naravnamo, oglesimo sami s seboj, prihajamo lahko v stik s simboli, ki imajo arhetipsko ozadje. In preko tega arhetipa prihajamo v stik z idejami, ki kako domujejo onkraj personalnega sveta. Se pravi v svetu, kjer biva naše duhovno jedro in globoka notranja modrost.
Načinov spoznavanja simbolov je veliko. Morda je najbolj običajen način ta, da recimo se zagledamo v simbol, se pravi, da ga s svojim čutilom vida nekaj časa opazujemo in kar pustimo, kot da naš pogled drsi skozi, nekako navznoter, kot da bi skušali začutiti, videti ozadje, globino tega simbola in na ta način lahko se že malo razširi zaznava tega simbola. Potem lahko raziskujemo v meditaciji, se pravi, da se umirimo, da vzpostavimo stik z modrostjo svoje duše, z intuicijo in si imaginiramo ta simbol notranje v mislih in znova kot da se ta simbol poveča in mi vstopimo van in raziskujemo energijo, vzdušje, pomen, kakšno sporočilo prinaša in potem seveda ta spoznanja tudi zabeležimo. Svet simbolov se ne pojavlja samo kot odziv na naše razmišljanje, razglabljanje, meditativno poglabljanje, ampak lahko tudi skozi sanje. Dostikrat se recimo zjutraj zbudimo in se spomnimo nočnega dogajanja, v katerem lahko so prisotni številni simboli. Pri mentorstvu, ko spremljam duhovne popotnike na njihovi poti, tudi sama dostikrat doživljam njihovo stanje, avrično stanje preko simbola. In ta simbol mi nekako razodeva, v bistvu je kot neka oblika, skozi katero se kaže vsebina, energijska struktura človeka. In prav prek tega simbola tudi lažje približam človeku njegovo lastno avrično stanje, da ga bolje razume in tudi lažje usmerja svoj korak na poti naprej. Za razlago simbolov lahko pogledamo v sansko knjigo. Simboli so namreč univerzalni, vendar pa se tu pojavi past, da preveč šablonsko sprejemamo tisto, kar piše v knjigi, preveč dobesedno. Namreč vsak simbol vedno govori tistemu, ki mu je namenjen, oziroma tistemu, ki ga vidi, ki ga doživlja, ki ga sanja. Se pravi, da v luči lastnih vzorcev in lastnega odnosa do življenja poskušamo opredeliti, kaj bi nam ta simbol lahko povedal, kaj nam sporoča, prav nam. Možnost napačne interpretacije simbolov seveda obstaja. Povezana je s tem, v kakšnem stanju je naš razum, se pravi, kako čisto uspemo prevesti neko impresijo. Namreč hitro se lahko zgodi, da se impresija ujame v koncepte, ki jih imamo, v pričakovanja, predvidevanja in na ta način izgubimo tisto osišče, tisto glavno noto samega simbola. Zato je dobro, da nam kdo lahko stoji ob strani in pomaga razvozlati tisto ozadje. Ena izmed zanimivosti sodobnega časa je, da se različni simboli, kot so svetlobni križi, svetlobne zvezde ali različne božje podobe, prikazujejo ljudem na raznih koncih sveta. V zadnjih 50 let opažamo v svetu množično pojavljanje navdihujočih dogodkov, pojavov. Lahko jih jemljemo kot znamenja prisotnosti neke višje inteligence ali višje modrosti. Nenazadnje nas lahko ti simboli tudi nagovarjajo, da bolje odpremo oči, da začnemo dojemati življenje kot bogato, kompleksno govorico simbolov in da se učimo čitati to govorico v vsakdanjem življenju. Simboli so zagotovo ena od pomembnejših pol duhovnega učenja. Predvsem svojo nebesedno govorico lahko odstrejo vsebine, do katerih se z analitičnim umom skoraj nemogoče dokopati.